O gostinstvu, Sazasu in cenah komentar dneva Esmeralda Canjuga. Spor med uporabnike avtorskih pravic, kulturnike, trgovce, obrtnike in gostince in kolektivno organizacijo Sazasom, ki zastopa nosilce avtorskih pravic, je posegel Svet za avtorsko pravo. Določil je nove tarife za gostince in sicer v višini 0,8% za bifeje in bare, 0,56 za okrepčevalnice, picerije in 0,32 za restauracije, neto prihodkov v prejšnjem letu. Glede na to, da pogajanja med uporabniki in Sazasom na pobudo ministra Vizjaka formalno še vedno potekajo, nas ta korak v združenju ponudnikov gostinskih storitev močno preseneča. Sprašujemo se, zakaj in komu je bila v interesu preuranjena in po našem mnenju za uporabnike avtorskih pravic škodljiva odločitev Sveta za avtorsko pravo. Ta organ naj bi odločal zgolj primeru, če se uporabnikom in Sazasom ne uspe dogovoriti. Je namreč izdal odločbo v času, ko formalno pogajanja še vedno potekajo. Poleg tega je odločitev sveta precej podobna predlogu, ki ga je v pogajanjih predlagal Sazas in ki smo mu uporabniki zelo močno nasprotovali. Sprašujemo se, ali so bila vsa pogajanja v Sazasom naprej zrežirana, zgolj zaigrana sfiga v žepu, ali je bil rezultat posvečenim že vnaprej znan. Je torej svet res strokovni, neodvisni in nepristranski organ, ki naj določi primerne tarife za uporabo avtorskih del. Svet namreč sestavljajo predsednik in 4 člani. Od lanske ustanovitve sta svet 2 člana že zapustila, 2 pa je razrešil minister Vizjak. V svet imenoval 2 člana tudi sam po predlogu Sazasa. So v ozadju imenovanja članov sveta torej interesi ministra in vladajoče koalicije. Zakaj so poslanci vladajoče koalicije želeli, da državni zbor pred poletnimi počitnicami sprejme predlog za sprejem avtentične razlage, ki naj bi odločila, ali je svet stalen organ ali ad hoc in ali po 2 člana v svet predlaga sama kolektivna organizacija, katere tarifa se določa. So s tem sami priznali, da obstaja upravičen dvom o legitimnosti in tudi legalnosti odločitve sveta o tarifah, če pri odločanju sodelujejo zgolj predstavniki ene kolektivne organizacije Sazasa in to tiste, katere tarifa se odloča. So že vnaprej vedeli, da bo o tarifah odločal svet v času poletnih počitnic in to ne glede na dejstvo, da pogajanja še vedno potekajo. Ali slednje potrjuje tudi hitenje za obravnavo predloga avtentične razlage, saj so jo želeli uvrstiti na 26. nujno sejo odbora za gospodarstvo in s tem izpolniti pogoje za obravnavo na zadnjo redno sejo državnega zbora, ki je bila 15.7. Njihova pobuda ni bila uresničena, saj je vmes posegla poslanska skupina Zares s predlogom avtentične razlage te istega zakona. Dala naj bi odgovor o jedru spora veljavnosti tarif do nove sklenitve sporazuma. Hkratna obravnava ob smiselni uporabi poslovnika prvega odstavka 117. člena državnega zbora pa ne omogoča hkratne obravnave. Lonec je bil poln že zdavnaj, vendar kljub temu te zgodbe še zdaleč ni konec. Nova serija zvezd, ki so odpele, se nadaljuje. Tokrat z bojda zelo dobro namero, namreč edini legitimni predstavniki uporabnikov OZS s Sazasom pripravljajo pismo o nameri, ki bo izrazila željo po konstruktivnih pogajanjih z vsemi vpletenimi. Kulturni centri, društva, avtonomne cone, kalilnice mladih, zibelke kulturnega in ustvarjalnega življenja so samo pika na i vsej zgodbi. Minister Vizjak nam maha z odločbo, minister Simoniti pa se slovensko kulturo že dolgo časa ne ukvarja več. Tako je le-ta prepuščena na milost in nemilost Sazasu in podobnim ustanovam.